Kaj borci, pismo ste pripravljeni, danes se snema! Živijo folk, nova sezona pomeni nov bike in posledično tudi novo testno furo in točno o tem bo tekla današnja epizoda testure. Kot že veste, vsaj tisti, ki me spremljate, sem se za letošnjo sezono mislil tale stroj Specialized Enduro 220, ki bo v bistvu moj bike za vse. Ok, imam tudi Specialized P3, ampak to je za dirt jump pa pump track, to je čist druga liga. Sestavil sem ga že nekaj časa nazaj, ampak nisem mogel furati, ker sem na bolniški že od junija 2019 in sem čakal, da rama pride malo nazaj v normalno stanje. In tle lahko potrdim, da si je bolj kost zlomt, ko vezi potrgati majke mi. Ja, bili so mračni časi. Mrak je, v kleti sem nem, s tabo, po trailu obdrvel, roka, boža kar bo, s tabo, leteti želim. Ampak nima veze, zdaj sem nazaj, lahko furam, vreme ne bi mogel biti bolj perfekten, ampak prej, preden se zapodimo na traile, gremo še malo čez tehnične detaljčke, a ne? Ja. Gremo najprej na okvir. Po skoraj 10 letih prenovljen dizajn okvirja, leta 2010 so prvič predstavili X-Swing dizajn, ki se je z minimalnimi popravki obdržal vse do leta 2019 in bil prodajna uspešnica. Vmes so inženirji tuhtali načine, kako izboljšati zadevo, vzeli so nov nepopisan list papirja in začeli od začetka. In evo ga, čist prenovljen frame z drugačno postavitvijo vzmetenja. V bistvu je to neka pomanjšana karbonska verzija demota, mačkar manj hoda, postavitev za bidon, svat predalček, svat predalček, kva sem jaz to pogrešil, svat predalček je pa genialna zamisel. Skratka, kar stroj. 170 mm hoda spredi zadnji na 29 solskih kolesih in pa valjda z drugo platformo vzmetenja. Še zmer uporabljajo Horselink, le da jim je zdaj ratal zadevo narediti malo bolj progresivno. In sicer šok je postavljen precej nižje in predstavili so glavno mesto vrtenja, da so naredili malo bolj živahen bike, ker lepš prenaša hitrost, se manj poseda pri pedaliranju in dobili so bolj progresivno krivuljo vzmetenja. Se pravi, kolo z lahkoto opremljeno s coil šokom. Fuck yeah! Vsem tem so dobili še malo bolj stiv zadnji konc kolesa, kar pa tudi ni beta, Naslednja stvar, ki se je moramo dotakniti, je pa geometrija. Tle so šli pri Specialized Enduro kar v neko radikalno smer, vsaj kar sem jaz navajen. Tradicionalne velikosti S, M, L, XL, kar pozabite. Specialized je razvil nek svoj sistem od S2 do S5, ki omogoča bajkerju, da se za velikost odloča na podlagi riča in ne več na podlagi dolžine sedežne cevi, ker sedežna cev je še vedno v vsakem primeru kle zdaj dosti nizka in se potem to kompenzira z dolžino sedežne opore potopne. Tako da se res lahko vsak zbere tisto, kar mu paše. Naprimer, jaz sem pri svojih 184 cm izbral S4, to zato, ker sem hotel, da je malo daljši bike, malo bolj stabilen, zato, ker nimam DH-ja seveda. Če pa imel DH-ja, bi pa izbral S3, ker se mi zdi, da je bolj agile zame, Mačkam, da je bolj... To je kar lokomotiva, Pa za primerjavo, S4 Enduro je 4 cm daljši od mojega Large GT-ja lanskega, pa 2 cm daljši od mojega XL Demota, ki sem ga imel. To je pa kar brutalno, Pa za oba prejšnja bajka sem mislil, da sta mi prav, tako da čist nov svet zame. Dodali so pa še flip chip nastavitev za reduciranje low in high postavitve in sicer, če ga daš na low, ti zniža bottom bracket za 7 mm in spremeni kot iz 64,3 stopinje na 63,9. Pa saj to je noro. V glavnem jaz bom kar skos na high, ker low je pri pedaliranju kar nizek že. A veste, kva mi je pa še všeč pri specu? Da imajo vse te vijake v okvirju obložene še s tako gumi zaščito, ki preprečuje, da gre umazanija v ležaje. Mislim, se valjda pride, ampak bistveno teže, kot pri normalnih vijakih. Buja. Ok, zdaj pa dosti govorenja, poženimo kozoroga v naraven habitat, oziroma gremo furat! Pedalira presenetljivo dobro za tako kravo, tudi na strmih delih mi ni sprednji del nič prezigval, to bi jaz pripisal končni sedežni cevi, pa dolgi medosni, 128 cm, kar dolga zadeva. Se pa valjda pozna, če zaklene zadnji šok, je kar aktiven zadnji sistem vzmetenja. Ok, dovolj smo besedičili o spenjanju, zdaj gremo pa na meni in kolesu ljubša stvar, spust. DJ, požen!
Bajk leti ka pes, zanj konc dela fenomenalno, mogoče tudi zaradi tega, ker je v Nihajki 18 ležajev. Ja, sem pogledal tehnično schemo, Nihajka ima 18 ležajev od zadaj. Kva pa to? No, nima veze. Pejmo dalje. Look at dickhead. Look at dickheada. Look at. O, mala mačka. Agilni miš. Če gledamo razred en za vse, je to kar sem si želel od bajka. Dejansko je to mini DH stroj, pa da smo si na jasne, downhill bo vedno downhill, to nikoli ne bo downhill, ampak je pa zelo dober približek, pa jaz niti približen nisem natreniran, da bi lahko downhill pelil, tako kot se spodob, in se mi zdi, da je ta kravica krasna zadeva, plus 15,5 km, kar se mi sploh ne zdi bad za bajk, 170 mm hoda, pa 29 col, pa hope wheelseti niso najlažji, pa zračence imam noter, pa tako naprej, tako da zelo zadovoljen. Nor preskok se mi tudi zdi v zmetenju. Foxova Grip 2 kartuša spredi je renesansa, dragi moji. To je res bomba. Kako pobira te majhne treslaje, kako jo zaduši v srednjem delu in potem jo lahko nastaviš, da jo res zakompresira. Zaden coil DHX2, sploh ne bom zgubil besed, je res hud šok na nivoju. Jaz mislim, da ima marsikjer proizvajalec še fajn dela, da jih bo ujel. Se moram pa še malo poigrati z nastavitvami, ker se malo zgubljam, ful manjih klikov. Mogoče to za naslednjo epizodo uporabimo, ne? 29-solska kolesa, malo se jih moram še navaditi. Noro je, ko dobiš speed, pa ko greš naravnost po trailu, ampak zaprtih ovinkih se mi zdi pa, da je bilo 27 pol lažje, oziroma z 29 moraš drugače jemati te ovinke. Saj za moje pojme. Bolj ga moraš nasiliti noter. Tako da to moram še osvojiti, kle še nisem čist domač, nasploh nisem še čist domač na bajku, potokam cajtu off. Velikost S4 se mi zdi overall super, edin pri banih hopih me pa malo zajebava, nisem toliko suveren, sploh po poškodbi rame, čutam tam pod ramam, kle v stranski hrbtne, da moram bolj vleči, mogoče probo malo balanco pokrajšati, ker se mi zdi, da mi je malo preširoka na vse to, na ta dolg rič. Bom videl sred sezone, ki prije malo bolj v formu, ampak še zmer imam nek dvom, da bi mogel vzeti S3. Ne vem, bom videl, kaj bo pol rekel. Minusi zaenkrat prav nobenih, me pa na dolgi rok zanima, kako bo z vzdrževanjem vseh teh 18 ležajčkov, oziroma kako bo, ko se pojavijo te črički. Da mu jebe mater. Klop. Vejte to, paste folk, klopi so že. Pa med spodnjimi linki je kar na knap, ne. Zanima me, kako bo, ko se enkrat začne nabirati blat v tistem delu, ne. Pa da bojo še kamenčki noter med blatom, upam, da ne spraska okvirja preveč. Ampak to bomo vse videli čez čas, zaenkrat je formula od kolesa. To je načeloma to, moj bajk je sestavljen čist custom po mojih željah. O opremi nisem preveč razlagal, zato bom naredil še en video o bike checku na željo mnogih tam po Instagramu. Se da pa Enduro-te kupiti v 4 modelih, in sicer od osnovnega do premium, začne se s kompom, pa gre na Elite, pa gre na Experta, pa na S-Works model. Za specifikacije pa cene pejte pa na specialized.com ali pa na extremevital.com. To je načeloma to. Se vidimo v naslednji vojni, jaz grem pa furat! Ajde!